Lepo pozdravljeni na današnjem pogovoru v sklopu prireditev Društva slovenskih književnih prevajalcev. Preselili smo se na splet, ampak naši dogodki še potekajo in z današnjim dogodkom bi se radi spomnili Fabijana Hafnerja, našega nagrajenca, ki je prejel Laurinovo diplomo. In po Fabijanu Hafnerju se imenuje tudi prevajalska nagrada. V nemščino in iz nemščine se nagrajujejo prevodi, hkrati pa bi radi tudi nekako obeležili rojstni dan njegovega prijatelja, o katerem je napisal doktorsko nalogo in ki je sedaj postal njegov, torej Fabijanov prevajalec, to je Peter Handke. Z menoj sta gosta Zdenka Hafner-Čelan, torej Fabijanova žena in pa tudi sama prevajalka, tolmačka in predavateljica na Univerzi v Gradcu in pa pesnik, pisatelj, esejist Uroš Zupan, ki ga je Fabijan Hafner prav tako prevajal v nemščino. Je pa tudi dolголeten bralec Petra Handkeja, odzove se na njegove prevode v slovenščino. Ima dober vpogled in zato smo ga povabili k sodelovanju danes. Lepo pozdravljena Zdenka, lepo pozdravljen Uroš. Zdravo. Lepo pozdravljena. Mogoče, če si pogledamo najprej Petra Handkeja in njegovo recepcijo, torej lahko vidimo v opisu, da ga je prevajal skoraj vsak prevajalec iz nemščine v slovenščino, torej seznam je res dolg, od Silvije Borovnik, Boruta Trekmana, ki je prevedel več knjig, Štefana Vevarja, Mojce Kranjc, Brane Top ga je prevajal in verjetno sem še koga pozabila. Vital Klabus. Vital Klabus tudi, Mislim, da je bil celo prvi prevod, kratko pismo, dolgo slovo. Vital Klabus. Vital Klabus tudi, ja. Stanka Rendla in tako naprej. Jaz trenutno prevajam tretjo njegovo knjigo v mojem prevodu, tako da tukaj je prišlo do neke cezure, Na začetku je bil Peter Handke zelo pogosto prevajan avtor, izšel je pri, bi rekla, osrednjih slovenskih založbah, potem pa je zaradi političnih razlogov prišlo do te cezure in potem je večinoma izhajal samo še na Koroškem. Mogoče, Zdenka, tudi ti si skupaj s Fabijanom prevedla eno knjigo, dve? Boš povedala? No, pravzaprav pri prvi knjigi, ki sva jo prevajala, sva dejansko v glavnem v dvoje prevajala, drugo sem pa v glavnem jaz prevedla, Fabijan je pa šel čistko, kot sva midva vedno delala, da sva brala prevode drugega in komentirala, popravljala, predlagala, tako sva seveda tudi tukaj delala. Ja, in začela sva pa dejansko v času, ko v Sloveniji Handke ni več izhajal, ko njegovi prevodi nekako še niso bili zaželeni. In zaradi tega je takrat izšla knjiga pri Mohorjevi založbi na Koroškem. Ne vem, koliko so jo zaznali v Sloveniji, tega pač nisem spremljala. Tu na Koroškem seveda so. Mislim, da knjige ni več na voljo v slovenskem prevodu. In šele leta pozneje sem pač prevedla drugo knjigo za Cankarjevo založbo. Uroš, ti spremljaš, kot vidim, zelo zvesto vse te prevode. Kakšna je tvoja izkušnja z branjem Petra Handkeja, ki ga tudi osebno poznaš? Kakšna je izkušnja s prevodi? Prvič mislim, da sem zaznal Handkeja takrat, ko je dobil nagrado Vilenica. To je bilo leta 1987, če se ne motim, ne? V zvezi s to nagrado Vilenice imam pa eno zelo zanimivo anekdoto. Zdenka, ti se spomniš, mi smo bili leta 1999 v Langenburgu, ko je Hubert Burda podelil te štipendije, takrat so se rekli, še jaz mislim, da Hubert Burda, potem se je to preimenovalo v Hermann Lenz, ne. To je bila ta prva oficialna podelitev teh štipendij. In mi smo se nazaj peljali skupaj v avtomobilu, Michael Krieger, Ariane, njegova pač boljša polovica, Peter Handke in jaz smo bili skupaj v avtomobilu. In se peljemo in potem Peter Handke reče, a nimate tudi pri vas neko nagrado mednarodno?
jaz sem gledal, sem rekel, pa čakaj, mislim, mednarodno nagrado, seveda v svoji glavi, to, kar zdaj govorim, se si dobil to nagrado mednarodno, Vilenico, 1987, mislim, kakšen trik je zdaj to, ne? Ampak potem nisem rekel nič, ne, in smo ostali pri tej zadevi, no, ampak jaz sem ga ta prvič opazil leta 1987, ker je bil vizualno podoben mojim herojem z poprokovskega vesolja, ne. Skratka, imel je dolge lase in ta okrogla, takrat okrogla očala, te lenonke nosil, ne vem, in je, prav spomnim se, kaj na televiziji je bil pač nek prispevek o njem in je rekel, želim si, da bi me miličniki takrat pustili pri miru, ko jaz hodim po Krasu. Recimo, to mi je blazno spomin ostal, kasneje sem ga pa seveda začel tudi brati. Po moje pa prva knjiga, ki sem jo bral, je pa Pisateljevo popoldne, ki je name naredila tako močan vtis, da sem šel v takrat še bivšo mestno knjižnico, ki je bila ne na tem mestu, kjer je danes, ampak tam v Stari Ljubljani in sem to knjigo s knjižnice ukradel. Jaz sem jo s polico vzel in sem jo spravil in imam še kar doma, ne. Sem pa paralelno bral Handke, a ne samo, pač jaz ne znam tako nemško, da bi lahko to bral v nemščini. Paralelno sem ga bral tudi v srbo-hrvaških prevodih, ne. Prevodi so pa različni, ne, mislim, od zelo dobrih prevodov do prevodov, ki ne delujejo, ki ne funkcionirajo. Tudi s Fabijanom sva se dosti pogovarjala o teh zadevah in si dopisovala, mislim, katero knjigo bi bilo treba od Handkevih del še enkrat prevesti. In to se je tudi zgodilo z tvojim prevodom Amalija, Žalost onkraj sanj, ne. In tudi jaz se spomnim takrat v Langenburgu, ker sem jaz pač Handkejo, ne vem, v kakšnem jeziku sva se pravzaprav sporazumevala, rekel, katere njegove knjige so mi všeč in mislim, da sem rekel Poskusov utrujenosti, Poskusov utrujenosti, Kratko pismo, dolgo slovo, in rekel, preber si Žalost onkraj sanj, ne. In zdi se mi, da v tvojem prevodu ta knjiga zares deluje. In tudi ti zadnji prevodi Handkeja, ki so se naredili, ki ste jih pač vidve delali, ne, ki so odlični prevodi, ne, ali to, ker je Zdenka, ki je te dve knjigi prevedla, ali pa tvoj prevod Poskusa o norem gobarju in pa ta prevod Žalosti onkraj sanj, ne. Prej je pa tako, ne, mislim, da je to precej komplicirano prevajati, ne, da in ta prejšnji prevod Žalosti onkraj sanj je bil praktično zame neberljiv skoraj. Na določenih mestih jaz popolnoma nič nisem razumel, kaj je prevajalec hotel oziroma kaj je Handke hotel, ne. To se je pa zdaj, mislim, za tem tvojim prevodom so se pa te zadeve spremenile, ne. Hvala ti. Ja, Pisateljevo popoldne v prevodu Boruta Trekmana se tudi meni zdi odlična knjiga, že sama po sebi in odličen prevod, ne. Mi je bilo zelo všeč. Zdaj, pri Žalosti onkraj sanj je bilo kar nekaj razprav o tem, ali je bilo to upravičeno, da se je to še enkrat prevajalo ali ne. Zdaj, če si ponovni prevajalec, mislim, da je to zelo nehvaležna vloga, ne, da ne moreš kolego kritizirati. Je pa res, da so bile neke hujše napake noter, tako da smo se potem pač založbo odločili, da bi to še enkrat prevedli. Sama lahko povem, da je bila to zame pač res neka taka, kako bi rekla, življenjska sreča, ker mi ta knjiga izredno veliko pomeni in mislim, da je tudi ena najboljših, kar jih je Handke napisal. In si nisem nikoli predstavljala, da bom imela to priložnost, da to še enkrat prevedemo, ker običajno se pri nas ne prevaja ponovno, ne. Zdenka, kako si imela ti občutek, si brala prej druge Handkejeve prevode? Moj problem pri primerjanju prevodov je velikokrat tak, da ne berem veliko prevodov iz nemščine v slovenščino, ampak bolj originalna dela in potem težko primerjam. No, pri meni je seveda podobno, tudi jaz berem nemško literaturo v nemščini, tu pa tam pogledam malo pravzaprav in zato, da dobim vtis, ali mi je všeč ali ne. In seveda je Handke specifičen za prevajanje, vsaj zame, no. On ima tudi svoj slog v nemščini in Amalija, verjetno si tudi ti dostikrat bila soočena z vprašanjem, kako recimo te njegove neskončno dolge stavke,
z veliko urinjenih stavkov, veliko vejic, kako to posloveniti, da bo še vedno v slovenščini lepo, da hkrati pa ohranjaš seveda njegov slog ali pa njegove besedne tvorbe, ko je v nemščini takoj vse jasno, razumljivo in lepa beseda, ampak ti kot prevajalec veš, da obstaja ena bolj običajna beseda za isto stvar. Se pravi, to iskanje novih besed v slovenščini, tvorba. Mislim, to so stvari, ki so bile zame največji izziv vedno pri prevajanju. Sem pa zdaj pred kratkim spet nekaj prevedla, in sicer vidva vesta, da bo pri Cankarjevi založbi izšla knjiga Fabijanovih slovenskih pesmi in med drugim bodo tudi objavili Handkejevo spremno besedo iz te knjige, se pravi Erste und letzte Gedichte, in to spremno besedo sem prevedla jaz, se pravi, da sem se pred kratkim soočala z istimi problemi, s katerimi si se verjetno soočala tudi ti ves čas. Moram pa reči, da sem vedno občudovala tudi tvoj pogum, ker ti si se lotila resnično debelih knjig. Jaz sem ostala vedno pri zelo kratkih tekstih, ker sem se enostavno bala tega izziva. Da si prevedla Žalost onkraj sanj na novo, se mi zdi v redu, zelo v redu, ker ta knjiga je pomembna. In če se spominjamo prvih knjig, ki smo jih brali, zame je bila prva knjiga Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, se pravi, jaz ne vem, ali je prevedena sploh v slovenščino. Ne, ni prevedena v slovenščino. Strah, Vratarjev strah pred 11-metrovko, knjiga, Ja. po kateri je Wim Wenders naredil in naredil tudi film. Ja, Ni ja, prevedena ta knjiga v ampak ni prevedena. No, to je bila prva knjiga, ki sem jo brala, in druga knjiga, ki mi jo je pravzaprav Fabijan stisnil v roke, je bila Žalost onkraj sanj, seveda v originalu. Tako da je dejansko dobro, da ima Slovenija sedaj en dober prevod. Ja, ne vem, meni je bil tudi prejšnji prevod zelo všeč, moram reči, razen teh mest, ki so bila problematična, se mi zdi dosti poetičen, ne, tako da se mi zdi, da zato smo tudi ohranili isti naslov, da ostane neka kontinuiteta, da se počasti tudi prevajalko, ki je prvič prevajala, mogoče tudi ni imela na razpolago toliko virov ali pa nekaterih, ne vem, besed, ki so bile mogoče bolj sodobne ali pa Jaz mislim, da ni bil problem v besedah in tako naprej. Problem je bil, da je tisti prevod mestoma deloval nerazumljivo, da ti pojma ni, bralec, ki je to bral, se je izgubilo, da pojma ni imel, mislim, kaj je pisatelj hotel povedati. Recimo, če pa jaz tvoj prevod berem, pa nimam nobenih problemov tukaj, ne. Mislim, se dogaja recimo prej, ki sem Klabusa omenil, kaj je tole, kratko pismo, dolgo slovo, ne. Tukaj si ti rekla, da skratka nimaš na razpolago določenih besed, recimo prav spomnim se enega mesta v tem Klabusovem prevodu, kjer prevaja, knjiga se dogaja v Ameriki, ne, kjer prevaja hamburger za hamburški sendvič, skratka, to je bil začetek 70-ih let, mislim, pri nas seveda niso vedeli, kaj je to hamburger in je pa šel on to kot hamburški sendvič prevedel, ampak dobro, to so neke take, ne bom rekel napake, mislim, no, zdrsi, mislim, niti ne, ampak skratka ni bilo besede za to, nismo vedeli za to, ampak tam je bil pa problem pri onem prvem prevodu, pa da sem se jaz enostavno izgubil, da enostavno nisem vedel, mislim, kaj je hotel povedati, mislim, kje je zdaj to, na kaj se to nanaša, kaj je to, to je bil problem tega prevoda. Pri tebi, še enkrat ponavljam, tega ni, ne. Hvala ti. Vem, kateri odlomek je to je tisti odlomek, ki je v bistvu tak malo bolj sociološki, ki govori o revščini in kaj je revščina pomenila za otroka, ki je bil iz družine, ki ni bil doma, in tukaj res se mi zdi prevajalka nekako zgrešila pomen ali pa je preveč dobesedno, ne da bi razmislila, kaj to pomeni, ne. To jaz mislim, da je bil problem, ne, da je dobeseden prevod, pa mogoče je bil problem tudi v tem, ker zdaj bom skočil še na en prevod z nemščine v slovenščino, bil je nominiran za Sovretovo nagrado Snojev prevod Celana. Zdaj, če primerjamo Snojev prevod Celana z Grafenerjevim prevodom Celana, verjetno je, kar se tiče
neke vsebinske natančnosti Snojev prevod bolj natančen kot Grafenauer, ampak Snojev prevod, zaradi tega, ker je prenašal po moje nemško sintakso v slovenščino, to ne deluje, mislim, ne deluje kot poezija, ne deluje kot dobra poezija. Nikotov prevod pa deluje kot dobra poezija, ker je naredil, kako se temu reče, prepev ali ne vem kaj, no. Skratka, da je z tega naredil, mogoče se ni držal teh nekih osnovnih, ali mogoče tudi vsebinskih, tudi Fabijan me za neke vsebinske zadeve rekel, ki so drugačne, recimo v originalu, kot so pri Nikotu, ampak Nikotov prevod deluje kot dobra poezija. Video prevod ne deluje kot dobra poezija, deluje kot poezija, ki v slovenščini ne funkcionira. Če skočim še enkrat, da malo bolj pojasnim to. Lani, ki smo bili v Münchnu, je Michael Krieger povedal anekdoto. Je rekel, vedno, ko je Brodski prišel v Nemčijo, očitno je rad o poeziji govoril, ne, je rekel, kdo je največji ruski pesnik? Je rekel, Michael, jaz ga pogledam, pa pravim, ja, Mandelstam, ne? Pa prav Brodski, ne, je rekel, Puškin je največji ruski pesnik, pa je rekel Mihael, je rekel, imamo ne vem koliko prevodov Puškina, ampak noben prevod, v ruščini mogoče, če znaš ruščino, je rekel, imamo ne vem koliko prevodov Puškina, ampak noben prevod Puškina v nemščini ne deluje, se ne sliši kot dobra poezija, ne. Mislim, da je to eden od teh problemov, zakaj določeni prevodi pač delujejo, določeni prevodi ne delujejo. Da važno je, da ti neko energijo, neko substanco preneseš iz tistega jezika, iz katerega prevajaš, v jezik, v katerega prevajaš, ampak to zadevo moraš prilagoditi energiji, zakonitosti ali pa neki pomenski plati jezika, v katerega ti prevajaš. In je pomembnejše, da znaš tisti jezik, v katerega prevajaš, da ga znaš bolj, da ga kot jezik, iz katerega prevajaš, ne. Mislim, da je tukaj hakelj. Seveda moraš tudi ti znati, ampak tukaj je tista ta glavna finta. Pa ne mislim samo pri prevajanju iz nemščine v slovenščino, ampak nasploh pri prevajanju, ne. Ja, jaz tudi sem mnenja, no, da bi poezijo morali samo pesniki prevajati in to dobre pesniki, ki imajo tudi neko samozavest, da si drznejo, ne. Jaz recimo si ne bi upala poezije prevajati, ker si ne bi drznila se tako makniti, ne. Se mi zdi, da je Snoj opravil veliko delo, tako bolj v smislu znanstveno-informativnega prenosa, ne. Ni pa to prepesnitev v tem smislu kot Niko Grafenauer, ali pa mogoče enak primer je Kaj Tanković in Devinske elegije od Rilkeja, ne. Tudi to sem pa jaz enkrat analizirala, zelo se je odmaknil, zelo, ampak tistega duha Rilkeja je pa ohranil do potankosti, ne. Tako da mogoče se lahko tukaj že kar navežemo na Fabijana. Fabijan je bil pa dejansko dvojeziten, oba jezika je odlično obvladal in bil je pesnik v obeh jezikih. Mogoče zdaj, da bi malo povedala, kako so te pesmi nastajale, kako je Fabijan sam sebe tudi s teboj skupaj prevajal. Pesmi so pač nastale, ja, pravzaprav je pri marsičem težko zdaj po dolgem času ugotoviti, katera verzija je nastala prej. Včasih je napisal najprej pesem v slovenščini, potem je pa napisal nemško verzijo, ki se pa praviloma razlikuje od slovenske verzije, ali pa obratno, najprej nemška, potem slovenska verzija, ker je pač poskušal izkoriščati to, kar mu jezik ponuja, in slovenščina mu je ponujala druge pristope kot nemščina. In tudi, ko je on prevajal, prej sem omenila, da sem brala vedno njegove prevode, jih komentirala, dostikrat sem napisala zraven, v originalu piše nekaj drugega, ali pa dala drug predlog. In včasih je seveda sprejel moj predlog, dostikrat je pa tudi rekel, ne, zavestno sem se oddaljil, ker če to pustim tako, potem to ni poezija. In to je potem tudi nekaj, kar sem opazovala, ko je Handke prevajal Fabijanove pesmi. On mi je vedno pošiljal pač prevode in tudi pričakoval komentarje od mene, zaradi tega, ker sva se tako zmenila.
In v bistvu je bila komunikacija zelo podobna, ker sem v bistvu jaz pri njemu prevzela isto vlogo, kot sem jo včasih imela pri Fabijanu. In včasih sem ga vprašala, ali ne bi raje uporabili drugo besedo, to je bližje originalu. In je tudi rekel, ja, vem, ampak jaz bi rajš takole, ne, vem, da ni isto, ne, ampak boljš zveni v nemščini, ne. In jaz sem to tudi sprejela, ne, in vem, nekateri bralci so zelo natančno primerjali slovenski original z nemškim prevodom in so tudi ugotovili odstopanja in so mi to tudi povedali in sem rekla, ja, vem, se zavedam, ampak jaz sem to sprejela tudi zaradi tega, ker je Fabijan tudi odstopal, če je bilo potrebno, zato ker je na koncu pesem morala delovati kot pesem in ne kot zelo natančen prevod. In pri meni seveda posega vedno v delo tudi drugi del mojega poklica, ki je tolmačenje, ne, ko hočeš čim bolj natančno in po možnosti vse povedati, ampak seveda pri prevajanju poezije to ne deluje na isti način. Se mi pa zdi, da je Handke zelo, zelo dobro zadev pač Fabijanovo poezijo, oziroma da toliko dobro razume slovensko, da je točno vedel, kje mora pojasniti, da vija recimo ni množina, ampak da se to mi dva, da je dvojina in takšne stvari bomo potem tudi, ko boš prebrala par pesmi, prišli do tega. Uroš, si želel nekaj? Ja, nekaj sem hotel povedati. Jaz sicer nisem nek poseben prevajalec, ampak sem pa na par knjig poezije prevedel, ne. In delo recimo na začetku je delo, da jaz ti grobi prevodi, ne, da vsebinsko recimo jaz ne usekam mimo, skratka, da ni res nekih velikih neumnosti noter, ne. In takrat, če gledam original na začetku, ne, kasneje, ko so pa te zadeve kolikor toliko jasne, skratka, da ni nekih neumnosti vsebinskih, da nisem mimo sekal, pa jaz sploh ne berem več originala, ga ne gledam, ampak gledam samo prevod in ga berem na glas v slovenščini. In skušam narediti to pesem takšno, kot bi bila napisana v slovenščini, ne? Kot da bi bila originalno napisana v slovenščini. Seveda je pa v to vključeno tudi neka transplantacija neke energije, ki jo jaz čutim v pesmi v originalu, ne? Ampak original gledam samo pri teh osnovnih zadevah, da vsebinsko ne gre pesem mimo, kasneje je pa ta predstava, kako bi pa to bilo, če bi bilo napisano v slovenščini, ne? Skratka, da bi delovalo v slovenščini kot dobra pesem, recimo, ne? To je ta princip, recimo, pri prevajanju, vsaj jaz ko delam, recimo, ne. Tako ne bi bilo, ne, se mi zdi v idealnem primeru, tudi ravno ta distanca od prevoda, ne, torej jaz tudi študentom vedno priporočim, ko ne prevajajo poezije, ampak čisto navadne članke, da potem nekaj časa pustijo original ob strani in samo slovenščino znotraj, da deluje slovensko tekst, ne. Je pa zanimiv ta naš trikotnik danes, ne, torej Fabijan Hafner je bil tvoj, lahko bi rekli, osebni prevajalec, torej Fabijan si je sam izbiral pesnike, ki jih bo prevajal. Marsikoga je zavrnil, marsikoga je pa z veseljem prevajal in si je tudi potrudil potem za kakšno objavo. In tako, kakšno je bilo recimo tvoje sodelovanje, kakšne imaš spomine na to sodelovanje? Fabijan, to je bila na začetku, imela se s Fabijanom tako skupaj prišla, da je pač Fabijan prevajal mojo poezijo. To je šlo točno za to tisto, kar sem omenil, ta Langenburg 1999, skratka, ki je šlo za te štipendije, ne. Jaz mislim, da je bil Fredi Kolerič tisti, ki je nagovoril Fabijana, da to prevede v nemščino. Ampak to je bil nek tak kontakt, pač prevajal je poezijo, mene s Fabijanom sva bila prijatelja, ne. Mislim, to je bila tista zadeva, ki je bila tukaj bistveno pomembnejša kot to, da je pač Fabijan prevajal mojo poezijo, ne. Tako da to je bila osnovna zadeva, ne. In tudi jaz v življenju nisem nikoli izgubil človeka, ki bi mi bil bliže, kot mi je bil Fabijan, ne. Nikoli ga nisem. Tako da praktično, zdaj, če gledam neko korespondenco, mi sva si skoraj vsak dan po mailu dopisovala, ne. Videla se nisva ne vem koliko velikrat, ampak mislim, bila sva pa skozi v nekih kontaktih, ki so pa bistveno
presegali nek književnost ali pa karkoli, ne, mislim, to je bilo prijateljstvo, no, mislim, to je bilo to. Kako je pa bilo s tem? Fabijan je bil, kako se temu reče, wunderkind, ne, mislim, to je bil Fabijan. Fabijan je bil to, ki smo ko mi človek zavidel, mislim, Fabijan je vse vedel, Fabijan je vse poznal, mislim, to je bilo neroden, mislim, karkoli si odprl, karkoli si rekel, je Fabijan vse vedel, mislim, on je to z rokava stresel, tako si lahko samo gledal, si rekel, kot to, mislim, kaj zdaj to, ne? Kako je pa poezijo prevajal, ne vem, če mu je bila poezija všeč, recimo jaz sem včasih kakšne pesmi poslal, tako, ki so se mi zdela v redu, pa sem jih poslal, jaz sem isto popoldne dobil nazaj pesmi prevedene v nemščino, mislim, to je bilo neverjetno, to je bilo glisko, kot da bi se Fabijan usedel za računalnik in da bi enostavno to zadevo pretipkal iz enega jezika v drugega, ne, brez da bi se tle ukvarjal z, da vem, kaj, kako, kaj, mislim, kot da bi se nek kanal odprl in bi dal to noter in na drugi strani bi pa v drugem jeziku ven prišel, ne. Kakor sem jaz, ki sem te prevode gledal, recimo, pač sem jih bral kot skozi neko optiko pretočnosti, recimo, če so mi delovali kot da tečejo, ker moja poezija tudi precej bazira na tem, na neki hitrosti, na kinetični energiji, na pretočnosti, vsaj včasih je, pa tudi zdaj verjetno še tiste dobre pesmi, ki so tudi takšne. In zdaj, če je na tem nivoju to delovalo, sem rekel, ja, ampak drugač pa jaz vsekakor nisem bil v stanju, niti nisem v stanju, recimo, da bi zares se zavedel ali pa da bi znal oceniti, kaj je Fabijan naredil. To so napisali drugi, to so ne nazadnje se tudi po teh nemških časopisih te recenzije objavljene, kjer so napisali, da so fantastični prevodi, ne. Ja, saj Fabijan je tudi dobil nagrado mesta Münster za poezijo skupaj s Tomažem Čalamunom, kjer pač izrecno nagradijo avtorja in prevajalca, ne, kot enakovredna. Tako da mogoče lahko omenimo, da so res v Nemčiji nekako legendarni njegovi prevodi Daneta Zajca, Tomaža Čalamuna, pri Maruši Krese je bilo pogosto tako, da najprej so njene pesmi zaživele v nemškem prevodu Fabijana Hafnerja in šele potem, kasneje so originali v slovenščini bil objavljeni, prevajajo je Majo Vidmar, potem med mlajšimi tudi vem, da je bil zelo navdušen nad Juretom Jakobom, tako da je imel nek tak izbor avtorjev, ki so mu bili ljubi. Lahko še jaz nekaj povem. Zdi se mi, da je Fabijan bil tisti, vsaj kakor jaz vidim to prevajanje, recimo, pa govorim o poeziji zdaj konkretno, ne. Fabijan je bil tisti, poleg, tu pa zdaj moje zlate izkušnje, Katarine Šalamon-Žižicki, ne, ki je ne samo, da ti neko poezijo prevedeš, ampak da je popolnoma stal za tem in da je skušal tudi to poezijo, ker je pač večinoma, jaz mislim, pa samo prevajal poezijo, ki mi je bila res blizu, pa ki mi je bila všeč, da skuša s tem nekaj narediti, in da potem se dejansko s tem tudi nekaj zgodi, ne. Mislim, kot se je zgodil, Zajec je pri Kletkovti knjiga išla, Šalamun je v Prezurkampu išel, moja knjiga ena pri Rezidenc Verlagu išla, ta druga je šla pri Hanzerju, ne. Skratka, to je tisti idealni prevajalec, ki verjame v tisto, kar prevaja, ki verjame v tekst, ki mu je tekst všeč in stoji za tem in s tem potem tudi se nekaj zgodi ponavadi s to poezijo. Zdaj, če nekdo to prevaja, ki gledam prevajalce tle pri nas, verjetno je to tudi verjetno čist zaradi nekih finančnih zadev, da se pač prevajalci lotijo, reče pa da je tule preved, pa gledam neke prevajalce, pa si mislim, pa čakaj, mislim, ti po eni strani prevajaš res vrhunsko poezijo, po drugi pa prevajaš čist neko brezvezno poezijo, mislim, pa kaj zdaj to, ne? Skratka, če hoče poezija nekam priti, mora biti tudi točno to, kot je bil Fabijan, ne. Zdaj, če jaz gledam za nazaj, pa če gledam čisto na nekem pragmatičnem nivoju, ne, zdaj bom še bolj na pragmatičen nivo to zadevo prinesel, je Fabijan absolutno najpomembnejši prevajalec poezije slovenskega jezika v katerikoli jezik, ne samo v nemščino, ne. Zdaj, če gledamo te založbe, kjer so te knjige izhajale, pa kako publiciteto so imele te knjige, ne, je adekvatno, kot če bi nekdo to prevajal v angleščino ali pa v ameriško angleščino in bi te knjige izhajale pri Penguinu, pri Faber and Faber, pri Farrar, Straus, Giroux v Ameriki, skratka pri teh temeljnih založbah. Kar se je nam zgodilo
v nemškem prostoru za Fabijanovimi prevodi. Ne. Tako da čisto na tem nekem pragmatičnem nivoju, mislim, to je glih, kot da bi šel recimo en nogometaš igrati v tujo ligo, recimo v tem primeru v nemško ligo, in kje bi nogomet igral? Ne bi ga v drugi ligi igral. Igral bi ga za Bayern München ali pa za neke te temeljna moštva, recimo. Ne. Zdaj, če pogledamo skozi to optiko, je Fabijan zagotovo najpomembnejši prevajalec slovenske poezije v katerikoli jezik, ne samo v nemščino. Ne. Se zelo strinjam, se res izredno zelo strinjam. Tudi vidim, če danes, če imamo srečanje z nemškimi založniki, kakšno težo ima Fabijanovo ime in kakšno težo je imelo, če on te priporočil, ker so vedeli, da je iskren, so vedeli, da ima prebrane stvari, da se spozna in res to, kar si omenil, to navdušenje. Se mi zdi, da res, če hoče biti prevajalec dober, mora imeti neko, ne vem, navdušenje nad tistim, kar prevaja in potem biti tudi nek res pravi posrednik. Zdaj, ko si rekel o tej pretočnosti, se mi zdi res, Fabijan je bil izredno hiter, tudi meni velikokrat pomagal pri kakšnih projektih, ali pa karkoli sem ga vprašala, takoj sem dobila odgovor, predloge in tako. In se mi zdi, kot da je on to imel v sebi vgrajeno, da je bil to njegov način branja, da je hkrati prav že zaznal v teh jezikih, kot da bi že samo z branjem že na pol prevedel samo sebi. Tako da je bil res neke vrste medij. Tudi vedel je, recimo, kaj je dobro pa kaj je slabo. Ne? Zdaj, če gremo gledati ta prvi oziroma ta drugi prevod Tomaža, ki je pri Drošlju šel, mislim, da ima knjiga naslov Val, Kit, da ima naslov, to je poleg izbora, ki ga je Metka Krašovc naredila, ki je ene 2 ali 3 leta nazaj pri Mladinski knjigi šel, ki so njene ilustracije tudi noter, je to najboljši izbor Šalamonove poezije. Skratka, Fabijan je točno vedel, kaj je v tem ogromnem opusu Tomaževem, dobro, zares dobro. Ne. Verjetno se je pa tudi zavedal tega, kar sem govoril, da določena poezija, določene pesmi delujejo v nemščini, določene pa ne delujejo. Ne. Tako da je šel prevajati in da je prevajal tiste, ki so delovali. In to je poleg Metkinega izbora, to je najboljši izbor Tomaževe poezije, kar sem jih jaz videl. Ne. Skratka, on je točno, mislim, je bil izjemen bralec, je bil, no, to hočem reči. Ne. Mislim, da je znal loči zrne od plev. Ne. Pa še kar mi je bilo res blazno všeč, kar si že ti tudi povedala, je, da je prevajal tisto, kar mu je bilo blizu. Mislim, da ni rekel, zdaj pa kar vse, pa gremo. Ne. Zdaj ste mi, super, da ste se spomnili na mene. Ne, ni bilo tega. Ne. To je bilo pri Fabijanu. Ja. Ampak s tem, da si neke vrste medij in da si tako pač globoko v poeziji in tako začutiš pač poezijo tudi povezano z neko zelo, zelo veliko občutljivostjo. In to se kaže tudi v pesmih, ki jih je Fabijan sam napisal. In pisal je že od mladega naprej, in nekatere pesmi tudi objavljal, izdal je tudi pesniške zbirke, ampak v bistvu vedno je bil bolj percipiran kot prevajalec in znanstvenik, kot strokovnjak, kot pa, da bi bil sam pesnik. Mislim, da je zaradi tega tudi mogoče trpel. Mogoče Zdenka lahko kaj več poveš o teh vseh njegovih vlogah, ki jih je pač vse odlično opravljal. Ja, vlog je bilo dejansko veliko in vse so zahtevale veliko časa. Znanstveno delo je zahtevalo čas, prevajanje je zahtevalo čas in pisanje seveda tudi. In sam pisati seveda ne moreš s pritiskom na gumb. Prevajanje je povezano z več avtomatizma, ker tudi, če ni navdiha, lahko prevajaš, ker pesem že leži pred tabo. In dejansko se je on premalo ukvarjal s svojim pisanjem, zato mu je zmanjkovalo časa, pa pravzaprav je kar nekaj pesmi, ki niso bile objavljene v knjigah, ki so izšle samo v revijah. Uroš bo to tudi vedel, ker je tudi nekatere izdal v literaturi. In pravzaprav zdaj imam zbrane
nemške pesmi, v glavnem nemške pesmi, ki jih je tudi dovolj za eno knjigo, in to je bil pravzaprav začetek te knjige, ki je šla pri Surkampu, ker najprej sem jaz brala pesmi, ki niso izšle po knjigah. In Handke je to hotel videti in on je mislil najprej napisati samo en predgovor in to bi bilo vse. In potem je pa rekel, da bi rad prevajal Fabijana in naj mu pošljem slovenske pesmi. Tako da je zdaj nastala ta knjiga in prvotno načrtovana knjiga še čaka. Tako da jaz upam, da se bomo potem nekega dne tudi zmenili za to, kar je pravzaprav že pripravljeno in zbrano. In kot rečeno, pesmi je bilo dovolj za zbirko, ampak s tem se enostavno ni utegnil ukvarjati. Ja, en moj prijatelj, brazilski prevajalec iz nemščine, enkrat rekel, ja, prevajalci smo bolj ponižni avtorji, tako v tem smislu, da moramo biti enako nadarjeni za jezik, ampak da nekako si ne upamo stopiti v spredje, ne. Mogoče Uroš, kaj je tista točka, recimo, da nekdo postane pesnik in samo pesnik in v prvi vrsti pesnik? Ne, jaz ki gledam, ne, tukaj Zdenka govorila, ne, vsake toliko časa sem jaz Fabijana pobaral, sem rekel, poslušaj, sem rekel, imaš kaj poezije, bomo literaturo objavili, ne. In noter so bile, prav spomnim se zdaj nekih pesmi, ki so bile res čisto antološke pesmi, izjemno dobre pesmi. Zdaj, ker sem jaz tole knjigo bral od Zurkampa, ne, moram čisto odkrito priznati, da sem prvič zares videl, koliko dober pesnik je Fabijan zares, ne. Ker se mi zdi, da je to, da je bil tukaj mogoče, tako zdaj gledam za nazaj, ne, da je bil nek dvom tukaj, ne, da je bil nek dvom, mislim, da ni bil ziher, ne, ampak zdaj pa, ki berem te pesmi, sem rekel, Madonna, mislim, jaz nisem veril, da je bil Fabijan toliko dober pesnik, ne, toliko sva se poznala, pa si dopisovala, ampak zdaj sem videl z te knjige, recimo, ne, da zdaj jaz, ne vem, ali sem to rekel Zdenki, ali sem to rekel tebi, ta knjiga bi mogla iziti ne vem kdaj, mislim, 10 let nazaj, ne vem, ali 5-10 let nazaj, ne, tako da. In tudi knjiga pri, zdaj, kaj so, Cankarjev založbi, ne vem, a ta knjiga ne bi letos išla, ne, tako da. To se neka slaba in trapasta in bolana opravičila, mislim, to bi mogli biti prej, mislim, tako da mogoče bi, ti si lahko, recimo, sam pri sebi prepričan, da je nekaj, kar delaš, da dobro delaš, ne? Ampak na neki točki more priti pa tudi neka potrditev zunanjega sveta, recimo, ne? Skratka, nek dokaz, kot je knjiga pri Zurkampu konkretno, ne? Da ti rečeš, ok, v redu, ne? Mislim, ti si lahko sam pri tem prepričan, pa živiš v tem prepričanju, ampak je pa tisto, kar bo pa še utrdilo to tvoje prepričanje, je pa vsekakor neka potrditev zunanjega sveta. Jaz mislim, imam občutek, da je Fabijan, da je dvomil tukaj, no. Pa imam celo občutek, da ni vedel, koliko je zares dober pesnik, no. Tak občutek imam jaz, tako, zdaj, ki gledam to za nazaj, ne. Ker res, berem to knjigo, sem bral to, mislim, to je res izjemno dobra poezija. Ma to, sploh te pesmi, ki so v kratkem verzu pisane, ne. Tukaj pri pesmih v kratkem verzu, ki imaš, skratka, imaš eno kitico, ki ima recimo 4 vrstice, pa imaš v eni vrstici imaš 3 besede, v drugi imaš 2, potem imaš spet 3, 2, ne. Tukaj se v bistvu pravzaprav pokaže, koliko si ti dober pesnik, ne. To, ki je toliko malo besed in toliko veliko beline, ne. Tukaj ne sme biti absolutno nobenih napak, ne. Ker vsaka napaka se pri tej mehni količini tega vokabularja besed se takoj pozna, ne. In mislim, Fabijan je bil izjemno dober pesnik, ampak mislim, da jaz osebno nisem veril, da je bil tudi dober, pa imam občutek, da tudi Fabijan ni veril, koliko je pravzaprav zares dober pesnik, ne.
Ja, jaz bi tudi prvič se spomnim teh pesmi iz literature, ki so bile prav. Spomnim se ene pesmi, ki je govorila pogled skozi kletno okno Muzilovega inštituta, kako ljudje hodijo po zasneženem pločniku. Tako, to pesem si zelo želim ponovno prebrati, če bo v tej zbirki Cankarjeve založbe. In se strinjam, torej mogoče, da je imel zelo visoke standarde, ne, da je Absolutno jih je mislil, imel. da bo pa nekoč izdal neko res veliko zbirko pri neki res veliki založbi, ko bo pripravljen in tako, ne, da mogoče je to odlagal in odlačal. Mislim, da mu tudi nekateri pač niso olajševali tega, ne v službi, in pa tudi vem, recimo konkretno Tomaž Šalamon je bil kar malo ljubosumen na njega, to mi je pa Fabijan sam pripovedoval, ne, ko je pač tolmačil, prevajal, takrat v Münstru, in tako, da mu je pač Tomaž nekaj rekel, ne se tako siliti v ospredje, ne, kot prevajalec. Nek tak mini spor, ne vem, enkrat si ga verjetno zraven, ampak to mi je Fabijan pripovedoval, da pač, ker tudi ti si tolmačka, ne, tolmač pač mora govoriti tisto, kar pove avtor, in potem, če si še hkrati moderator, je v naravi stvari, da dvakrat več govoriš časovno gledano, ne, ampak to ne pomeni, da se siliš v ospredje, ampak da si tolmač in moderator hkrati, ne, in da se mogoče potem tudi večkrat potegnil nazaj, da je bil pač kot prevajalec na uslugo drugim, na račun lastne uveljavitve mogoče. Mogoče bi zdaj enkrat te prosila, če bi lahko kar prebrala eno teh pesmi, ki je ravno Zupan omenil, recimo Ta temnoje, ali pa ne vem, katero bi začela, ta je takšna, da ima samo par besedic v vsakem versu. Ja, temnoje, a v slovenščini in v nemščini ali Ja, v jaz obeh mislim, da jezikih? imamo čas, a ne? Ja, v redu. Temnoje. Temnoje, ko vstajaš, odhajaš, med potjo tali belo dihanje ledene vozle v prstih, da se okolica jasni, se ti zdi. Spomine srečaš znova in prvič v drobovju ulic. Skozi visoka vrata stopiš v nizko sobo, prebeli svit ni sonce, je mrzel dotik zlomljenih prstov. V mračne oboke se spustiš, roke, obraze, kretnje, poteze, besede, poglede si zapomniš. Ko si odšel, si ostal tam sam. Dunkel ist's. Dunkel ist's, wenn du aufstehst, weggehst. Auf dem Weg lässt der weiße Atem die Eisflechten schmelzen zwischen den Fingern. Die Umwelt hält, scheint's auf, und in den Gassenengen kommen dir von Neuem und erstmals Erinnerungen. Durch die hohe Tür trittst du ins niedrige Zimmer. Der weiße Schimmer ist nicht die Sonne und gibt das Kältegefühl gebrochener Finger. Lässt dich nieder in dem dämmerigen Gewölbe, um dir einzuprägen, Hände, Gesichter, Gebärden, Mienen, Worte, Blicke. Gehst du fort, bleibst du dort allein. V katerem jeziku je pa to, mislim, kaj slovenščina, v katerem jeziku je to najprej bilo napisano, ne? To je bilo zagotovo napisano najprej v slovenščini, ker je to nastalo še pred obdobjem, ko se je Fabijan začel sam prevajati. In zaradi tega tlele tudi ni bilo prevoda v nemščino, ker Handke me je izrecno prosil, da mu pošljem pesmi, ki jih Fabijan ni sam prevajal. On ni hotel sedaj stopiti v konkurenco s Fabijanom in ni hotel, da bi nekdo začel zdaj primerjati prevode. Ampak je rekel, prosim, pošlji mi pesmi, ki jih ni sam prevedel. In potem sem jaz začela iskati, ker kot veste, veliko je bilo že prevedenega. In to so zgodnje pesmi, ki so izhajale v Mladju in ki so pozneje deloma bile objavljene v Indigu, nekaterih pa, mislim, Indigo, to mi je pravil,
je imel pač zelo začrtano, namišljeno, domišljeno strukturo, tako da seveda v to ni hotel in tudi ni mogel vključiti vseh pesmi. In te so dejansko bile samo v Mladiju in je to sedaj prva objava v knjigi. Zdaj sprašujem zaradi tega, ker je tukaj izjemen občutek za ritmiko, ne? Mislim, izjemen občutek. Poezija ima dve meji. Spodnja meja poezije je pogovorni jezik, ne? Zgornja meja poezije je pa glasba. Ne? In tukaj to se sploh še toliko bolj pride do izraza, ker si tudi tako dobro prebrala in pesem v slovenščini in pesem v nemščini. Ne? Ampak sprašujem se pa s tem v zvezi, pa si pripričana, da se ta pesem tle konča, da se ne konča na naslednji strani? Ja. Počakaj, ne me ustra... A ja, pa res. A veš, da sem... Lahko bi se tudi tle končala, ker si ti nehala. Ampak mislim, da se konča na naslednji strani. Ne? Ja, pa res. Pa res. Sem prej, ko sem listala, sem enostavno prelistala naslednjo stran in sem bila prepričana, da je tlele konec. Kako ćemo zdaj? A še do konca preberem? Lahko če te druga stran, ker je zelo lep konec. Ker konc je super naredil. Ja. Potem bom pa ponovila dve kitici, zato da bo dejansko da celota. V mračne oboke se spustiš, roke, obraze, kretnje, poteze, besede, poglede si zapomniš. Ko si odšel, si ostal tam sam. Vsega si se otresel, prepoln si praznine. Le noč se ti vrne, temen predor, vanjo se obrneš, vase. Lässt dich nieder in dem dämmerigen Gewölbe, dir einzuprägen, Hände, Gesichter, Gebärden, Mienen, Worte, Blicke. Gehst du fort, bleibst du dort allein. Hast alles abgeschüttelt, bist übervoll von Leere. Dass doch die Nacht dir wiederkehre, dunkler Tunnel auf dem Rückweg hin zu dir. Imaš rime, vidim, da so v nemščini, ne? Ja. Ja, Handke se je zelo poigral tudi s tem zvenom besede, cima, šima, že prej, pa tukaj fort, dort, Fabian je imel v drugem pa tretjem verzu, on je pa to predstavil na prvega pa drugega, zelo lepo se mi zdi, ta pesem res kaže, kako se skupaj s seboj, tudi poleti, ko smo se srečali, rekel, da brez tebe Zdenka ne bi mogel on tega prevesti, skupaj s teboj res sta se potrudila, tako da se mi zdi zelo veliko delo, ki ga tudi ti Zdenka upravljaš, da to iščeš po mailih, po starih listkih, po sobah, da si izbrala za Cankarjevo založbo, da si izbrala za Surkamp, in ima nek smisel, da najprej te pesmi izidejo, potem pa še v bistvu jedro opusa. Ta spremna beseda, ki jo je napisal Fabian, je zelo, zelo lepa, tudi zelo poetična, tako da jaz mislim, da se sploh ne bi upala prevesti, tako da lepo, da si jo ti za Cankarjevo založbo prevedla. Zraven je še spremna študija Dominika Srijenca, ki v bistvu simbolično tudi v bistvu se zdaj zaposlil tam, kjer je prej delal Fabian, ga nekako nadomestil oziroma nasledil, bi lahko rekli. Tako da se mi zdi, da je ta knjiga, narejena z neko tako ljubeznijo in poklonom in prijateljstvom do Fabiana. Tudi enkrat sem v nekem nemškem tekstu rekla, da je v bistvu prevajanje kot Minnedienst, kot neka služenje ljubezni oziroma prijateljstva. In Fabian Hafner je bil dober prijatelj nam vsem, ampak tudi Peter Handke, ena od stalnic, karkoli je v življenju rekel, naredil, ampak prijatelj s svojim prijateljem je bil pa res vedno dober. Tako da je to tudi nek tak poklon, bi rekli. Mogoče Zdenka, te lahko poveš, kdaj bo ta knjiga pri Cankarjevi založbi zdaj šla, se kaj ve? Ja, verjetno kmalu. Jaz imam zdaj doma prelom za pregledati in upali smo, da bo še v letošnjem letu, zdaj je prepozno, 12. december,
je, ampak jaz mislim enkrat v začetku naslednjega leta. Z letošnjo letnico ali kaj verjetno, ne? Tega pa ne vem. Ja, tak sistem je takšen, ne? Če bi bil to program, da lahko pač, da se pač založba da neko prošnjo, če se lahko to predstavi, ampak knjiga drug let izide, začetek leta, ne vem, dokdaj je treba tudi, da izide, ampak z letošnjo letnico, pa potem, Ja. recimo, v kolofonu je pa letošnja letnica, ne? Ker zaradi pandemije so se stvari enostavno zavlekle, že spomladi je vse šlo počasneje, kot smo načrtovali, ampak zdaj se končuje. Lahko pričakujemo v kratkem. Ne? Meni je bilo tudi pri tej nemški knjigi, ki je šla pri Surkampu, mi je bilo zelo všeč, da je naslov tako preprost, ne? Hkrati tako močen. Ne? Prve in poslednje pesmi, Erste und letzte Gedichte, ne? Točno to, kar je notri, pač, kar je vsebina, ne? Ampak hkrati pa tudi zelo pretresljiv naslov. Ne? Tako da res zelo, zelo lepa knjiga. Mogoče Zdenka, te lahko prosimo, da bi prebrala še eno ali pa dve pesmi, da dobimo še malo občutka. Ne, samo trenutek. Ja, jaz se bom kar držala tvojega predloga, Amalija. Brez konca konec. Brez konca konec. Od nikoder nobene besede. Vse tiše hrup, vanj bežim iz sebe. Obraz pada name, tone vame, vedno znova. Ždim nad sabo, že davno več nisem jaz. Seboj molčim, sebi nasproti, sebe pozabljam, sebi postajam spomin, daven in tuj in bežen in sladek kot jezik. Ende ohne Ende. Ohne Ende, Ende. Von nirgendher auch bloß ein einziges Wort. Alles still und stiller der Lärm. Ich flüchte in ihn aus mir. Gesicht, das auf mich fällt, in mich versinkt, wieder und wieder. Kauere über mir selber, bin schon längst nicht mehr ich. Ich schweig mit mir, gegen mich, vergesse mich, werde mir Erinnerung, längst vorbei, fremd und flüchtig und wie Sprache süß. To sta bili dve starejši pesmi in zdaj pa še eno, ki spada med poznejše. Rad bi s teboj ne predolgo in če bi bilo mogoče, kar se da počasi, molčal. Ne bi spraševal, od kod ta tvoja brazgotina. S tem bi izničil dvojino, ne sebe in še manj tebe. Ne verjamem v pomenljivo besednost molka, zato se te ne bom dotaknil, ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda vzporednici, ki sta se in se bosta dotaknili tam nekje v neskončnosti, katere rob zaznavava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj. Gern würde ich mit dir, nicht zu lange, wär's möglich, wenn es nach und nach sich ergibt, schweigen. Würde nicht fragen nach deiner Narbe, das hieße die Zweiheit zerstören. Nicht mich selber und schon gar nicht dich. Ich glaube nicht an die Beredsamkeit des Schweigens. Und so werde ich dich weder mit einem Wort noch mit einem Blick anrühren. Nein,
dafür aber unser schweigendes Blickpaar als mögliche Parallelen, welche einander berührt haben und berühren werden, dort irgendwo in der Unendlichkeit, deren Saum wahrnehmbar nur deshalb, weil es sie ohne uns zwei nicht gäbe. Nur mit der Berührbarkeit im Voraus und der Berührtheit im Nachhinein kann es erhascht werden, unser beider unerjagbares Jetzt. Tu v tem prevodu sem pa tudi opazila nekatere stvari, o katerih je pravzaprav tudi Fabijan govoril in pisal. Leta 2015 je v Innsbrucku bil simpozij o Handkeju kot prevajalcu in pripravljal se je zbornik, Fabijan svojega prispevka ni več napisal. Ampak Urška P. Černe je snemala Fabijanov govor, ker je bila pač med sodelujočimi in tako smo mi lahko govor transkribirali, lahko smo objavili govor in izšel je v tej knjigi übersetzt von Peter Handke, philologische und translationswissenschaftliche Analysen. Fabijan je tu naveden še kot izdajatelj skupaj z Wolfgangom Pöcklom in v tem govoru govori seveda tudi o Handkevih pristopih kot prevajalec, o tem, da izhaja pravzaprav iz elementov besede, iz prasestavin in recimo tukaj ravno v tej pesmi na koncu unser beider unerjagbares Jetzt, neulovljivi zdaj. Mislim, to so rešitve, ki se jih navaden prevajalec enostavno ne spomni. In zame je bilo vedno zanimivo brati Handkejeve prevode, ker sem v bistvu predtem pripravljala ta Fabijanov govor za ta zbornik in sem imela pač Fabijanove razlage Handkejevega pristopa k prevajanju in potem pa sem tukaj odkrivala prav to, o čemer je Fabijan govoril in pisal. Amalja, ti si te 3 pesmi izbrala, predvidevam. Ja. Imaš zelo dober občutek za poezijo, zelo dobre pesmi si izbrala. Resno, Zdenka jih je pa fenomenalno prebrala. Mislim, Ja, res. Zdenka to zelo lepo prebere, res. Resno, mislim, wow. To lahko tudi omenimo, da recimo Handke sam zase, za svoje knjige noče več nastopati, noče dajati intervjujev, recimo s to knjigo je bil pa pripravljen imeti branje v Berlinu in tudi, ko se sreča s svojimi prijatelji, poleti, ko smo bili mi z njim, pa tudi z drugimi prijatelji, ko se sreča, vedno ima to knjigo s seboj in želi, da se pri kosilu ena pesem prebere. Res lepo, mislim, tako, ja. Tudi lani v Münchnu je bral Handke, Fabijanove pesmi, ne? Ja, in sicer prvi večer, ko midva še nisva bila tam, je bral več in z Urošem sva pa v bistvu bila prisotna šele drugi dan in takrat se je on spontano odločil, da bo še enkrat bral Fabijanove pesmi. Se pravi, on svojih del že dolgo ni bral, ampak svoje prevode, poezijo prijateljev, to pa še vedno zelo rad bere v javnosti. In hotel je priti na predstavitev te knjige v Celovec, zaradi korone je pač to bilo seveda odpovedano, do zdaj ni bilo nobene uradne predstavitve knjige, ampak Berlin je seveda tudi padel v vodo, ampak nekatere prireditve so prestavljene na naslednje leto, bomo videli, a bo ali ne.
Ja, torej, lahko, če to povemo, ja, da kljub temu, da ni bilo uradnih predstavitev, je bilo pa kar nekaj recenzij, ne, in to v najvidnejših nemških časopisih, ravno zdaj v prejšnjem mesecu ali pa tako v tem času. Potem pa lahko še povemo, da je pač Fabijan navdihnil in hkrati pretresel marsikoga v svoji bližini in je nastalo tudi kar nekaj pesmi posvetenih Fabijanu, ne. Na koncu te knjige je pesem, ki jo napisal Gustav Januš v nemščini, zelo lepa, ne, s to lipo. Uroš, tudi ti si napisal pesem posvečeno Fabijanu. Jaz sem ki je bila- jih napisal veliko. Veliko je napisal. Ampak ena je zdaj umeščena v to veliko antologijo Tista pa je ljubezensko pismo prevajalcev, mislim, tale mislim je tlele v tej Hanzerjevi antologiji, drugače jih je pa več, jaz sem kar nekaj pesmi napisal. Ja, to je bilo tako, ne, mislim, včasih je Fabijan kak mail napisal, pa je bil tisti mail je bil kot poezija, ne. Tako, pa sem pa jaz nazaj napisal mail in je bil tudi kot poezija in potem, če sem tisti mal premetel v neko kitično strukturo in je, pa sem pa pravzaprav videl, da je pesem, ne. Tudi Fabijan včasih je rekel, smo kak mail napisal, je rekel, čakaj, je rekel, poglej. Je rekel, daj tule mal premet sem pa te, je rekel, to imaš pesem, ne. Tako da, je bilo tako, ja. Pogovor med dvema pesnikama, ne. Tako da zdaj lahko napovemo še par stvari, potem bi pa zaključili, a ne, s današnjim pogovorom. Res najlepša hvala, da sta sodelovala. Lahko napovemo torej zbirko Fabijanovih osrednjih pesmi, ki bo izšla pri Cankarjevi založbi s prevodom, ki ga je naredila Zdenka, spremne besede Petra Handkeja. In pa potem naslednje leto bo izšlo tudi Handkejevo veliko delo, torej Moje leto v Nikogaršnjem zalivu, torej tukajle me čaka. Kje je to pri Beletrini, kje izide knjiga? Pri Beletrini bo izšlo, torej to je roman in prevod, o katerem sva se prav tako s Fabijanom pogovarjala v vaši kuhinji, Zdenka, pred mnogimi leti, ker sem se jaz to že 20 let si želim to knjigo prevesti in mi je Fabijan takrat svetoval, rekel, saj to so take kratke zgodbe, skupaj združene, kar začni zgodbo po zgodbo, pa boš nekoč imela celotno knjigo, tako da naslednje leto bo pa res in pač neka skrita želja, ki jo zdaj lahko povemo celotnemu svetu, je, da bi tudi Handke prišel v Slovenijo, če se bo dal preprositi, a ne, da bi imeli tukaj neko srečanje, pa tudi, mislim, da bi si tudi Peter Handke zaslužil neko nagrado Fabijana Hafnerja za te prevode Fabijana Hafnerja, ne, tako nekaj takšnega imamo v mislih. Mogoče, če bi vidva še kakšno zaključno besedo. A je to najbolj obsežna Handkejeva knjiga, tale? Kolikor jaz vem, ja. Ne, ker ponovadi so te knjige so bolj tenke, ne. Pa tako, da se mi zdi, recimo, če v Handkeju rečem kakšno, da mi ta proza njegova deluje kot najmočneje skozi neke določene fragmente, ki si jih zapomnim, ne. Ti fragmenti, ki ostanejo potem z mano, ne kot neka kontinuiteta pripovedi, ampak kot neka mreža stkana iz fragmentov. Vse to sem že po moje, mislim, da sem v 70-letnici Handkejevi v tem zborniku, ki je tle gor v Musilovi hiši izšel, ne, da sem točno to zadevo sem pisal in še nekaj sem hotel s tem v zvezi povedati, ampak je odplavalo in resno nekaj sem kaj sem še hotel povedati s tem v zvezi. Ne spomnim se, je šlo. Ja, mogoče lahko se naveže na to, kaj si rekel, ti fragmenti, ne. Tudi ta knjiga pač pripoveduje zgodbe svojih prijateljev in hkrati pripoveduje ta prvoosebni pripovedovalec, ki je dosti podoben avtorju, ne, kako se je ustalil v tem predmestju Pariza in kako se osredotoča sam na to svojo hišo in gost in tako. In ni neke zgodbe, neke napetosti, ne, ampak so pa noter tako lepi deli, jaz kaj tako lepo še nisem prebrala in dotikajo se čisto vseh vprašanj, mislim, od ljubezni do sovraštva, do, ne vem, nasilja, odnosa do otrok, odnosa do narave, pisanja itak ves čas, ne, nekaj občutka osamljenosti, kako bi bil rad z drugimi, ko si pa z drugimi jih pa ne preneseš in tako, mislim, res, tudi sem gledala odzive na spletu, ne, je nekdo napisal,
napisal, ja, to knjigo, ne vem, čas je bil najraje vrgel stran, se vleče, spet drugič je pa to moja najljubša knjiga, ne, tako zelo večplastna knjiga, no, tako da jaz se zelo veselim, da bo... Zdaj sem se spomnil, kaj sem hotel povedati. Ja. Ne, ker sem rekel, da ta zadeva deluje, da mi bolj deluje kot fragmente, ne, ker si rekel, da je to Handkejeva najobsežnejša knjiga, ampak zdaj si tudi povedala, kako je ta knjiga strukturirana z nekih krajših delov in tako naprej, ne. Mislim, da sem v enem intervjuju bral, skratka, to preden je padel ta embargo, da se Handkejeva prvič ne sme več tiskati, ne. V eni teh, po mojem je bilo te Vizerjeve knjige z začetka 90-ih let, ne, kjer so, mislim, da Jože Horvat je bil tisti, ki je Handkeja spraševal in je rekel, glejte, jaz ne morem te zadeve delati na ta način, kot jo je delal Thomas Mann ali pa kot jo je delal Günter Grass, ne, skratka te epske dolge pripovedi, je rekel, ta teritorij je tukaj zaseden in je težko tukaj kaj novega dodati pa preseči. Je rekel, jaz si moram nekaj svojega zmisliti, ne. In dejansko se je to tudi zgodilo, ne. Tako da, ja, kaj bi še povedal? Fabijan, vsak dan ga pogrešam, resno, vsak dan. To, odkar ga ni, jaz mislim, da ni dneva, da ne bi. Vedno, ki pogledam tle od nas, se vidi Črnuč, ki se vidi gor Kamniško sedlo, pa se vidi ono smer, ne. Ko grem s psom ali pa to, mislim, vedno je zraven, no. Mislim, res. Res sem ga imel rad, no, Fabijana. Pa pusti pa to prevajanje, pa kot človeka, mislim, kot prijatelja. Ja. To je to. Če moraš težko kaj dodati, Zenka, vseeno, če bi želela še kakšno besedo za konec. Naj ima Uroš res zadnjo besedo. Hvala za povabilo. Hvala vama, hvala Uroš, hvala Zdenka. Ja, hvala tebi. Zenka, hvala.